Poslušate dobrodelni maraton, eno srce, ena Slovenija. Zbiramo denar za družine v stiski oziroma za vse tiste, ki so jih prizadele nedavne poplave. Pomagam 51919 je številka, kamor pošiljate SMS-e, do 6 zvečer se družimo. Upamo, da zberemo čim več in vsem tem družinam pomagamo. Če potrebujete pomoč, nam pišite na poplave@radio1.si. Če pomoč v kakršnikoli obliki ponujate, pa isto. poplave@radio1.si. Evo, to je ta naslov. Zdaj, vsi se odzivate, nekako pomagate, vsak po svojih močeh. Z nami pa je zdaj preko Skypa klinični psiholog, dr. Aleksander Zadel. Lep pozdrav. Ne vem, zakaj se ne slišimo. Do zdaj smo se slišali. slišali. Zdaj se pa slišimo. Okay. Mnoge žrtve poplav bodo poleg materialne škode utrpele tudi psihološko. Človekov dom je varnost, je zavetje, je neka palača, kjer stvari štimajo. Nekaj, kar nam predstavlja varnostno mrežo. Veliko ljudi je zdaj ostalo brez tega doma. Niti se ne počutijo več varne tam noter. Zdaj, ko poslušamo te zgodbe, mnogo nas reče, v redu je, sam da si ti živ. A je to v redu, da rečemo? Morda z nekoliko empatije. Torej, če mi odmahnemo z roko glede na škodo, ki so ljudje doživeli in v bistvu se sklicujemo zgolj na to, kot ste sicer najpomembneje izpostavili, torej človeško življenje in zdravje, morda ni taktno v tem trenutku. Seveda pokažemo ljudem s tem, da smo jim blizu, da jih sprejemamo, ne toliko, da jih razumemo. Veste, razumevanje je tak koncept, ki ni lasten izkustvu. To pomeni, da mu pokažemo, da smo z njim v tej situaciji, da mu pomagamo, da stojimo ob njem in tako naprej. Ne gre toliko za to, da bi izpostavljali toliko to materialno komponento, ko smo manj čustveni, seveda je prav, da se pogovarjamo tudi o tem, ampak v tem trenutku je ta povezanost, tu smo, s tabo smo, ob tebi smo, nismo te pozabili, povezan si, si v tej družbeni mreži naši in na ta način dodamo nekaj te varnosti, kot ste prej pravilno rekli, ki jo človek čuti v domu, ki vse to seveda predstavlja. Zdaj, veliko je tudi otrok, ki so ostali brez svojih otroških sob, brez praktično vsega, mogoče kakšno fotografijo najdejo. Kakšno je psihološko breme takšne izgube pri otrocih? Lepo, da ste to vprašali. V bistvu, kakorkoli bo izgledalo čudno, kar bom zdaj odgovoril, otrokom je lažje. Otroci gledajo starše. Če so starši mirni, če so starši zbrani, če starši v bistvu pokažejo neko upanje in tako naprej, bojo otroci to preživeli brez kakšne resne travme. Za otroka je veliko večja travma, če bo videl starša trpeti, neutolažljivo. To ni problem, če se starš razjoka in tako naprej, to za otroka ni tako strašljivo. Gre za to, da se neutolažljivo razjoka starš, da ne pride k sebi, da v bistvu se otrok ob staršu počuti nemočnega. To je za njega veliko večja tragedija, kot je pač izguba te sobe. Tako da vse od druge svetovne vojne, pa potem pri vseh teh tudi vojaških spopadih v novem času, ugotavljamo, da dejansko otroci grejo skozi najtežje preizkušnje, skozi brez velikih prask, če niso seveda osebno prizadeti, če so njihovi starši seveda toliko čustveno stabilni, da otrok prepozna preko njihovega tega vedenja, stika, da bo vse v redu. Imamo tudi sodelavca, če odpreš vrata, pa bi... A je Uroš Bitenc tukaj? Se sicer... Prihaja. Uroš. Ja. Uroš Bitenc je naš sodelavc. Uroš Bitenc je eden tistih, ki je imel hišo pod vodo. Ja. Hišo pod vodo. Tvoja hčerka je stara koliko? 6 bo. 6 bo. Kako si se ti spopadel s tem, da si gledal, kako se ti praktično, vi ste se uselili v novo hišo pred kratkim? 2 let nazaj, ja. 2 let nazaj. Kredit je na koliko let? Imamo še dobrih 20, ja. Ima še dobrih 20 let.
Vmes so šlo obrestne mere gor, vam je šel obrok gor. Ja, Skratka, konkretno. In zdaj gledaš, kako nova hiša, ki ste jo sanjali, koliko časa ste not? 2 let. 2 let. Ste si jo naredili, to je to. Ta mala je stara 6. In zdaj imaš vodo v hiši in si jo... Kako si se spopadal s tem? V bistvu je bilo tako, da stala sva not, srečna še zadnji cajt sem avto umaknil zunaj, drugače bi mi še avto plavala na dvorišču, ker zunaj izven hiše je bilo skoraj do pasu vode. Se pravi, jaz sem imel hišo sredi jezera. In mi, da sem pol noter stala, začela voda curljati čez vrata, čez balkonska vrata in nič ne moš narediti. Kako je ona reagirala? Ona je bila gor, ona sploh ni sploh dojela. K sreči, ona je bila v svojem svetu, ona se je igrala, ona se je zamotila, ne je bilo to cool. Jaz sem tudi bil, bomo supali. Jaz dejansko sem napihnil sup sred dnevne sobe, malo sem upelo pol od stopnic do dnevne sobe, da je šla gor. Jaz sem jo malo probal na igro to vzeti in pol sem dejansko mi ta sup prav prišel, da sem jih lahko vse psa, oba psa, Antejo, ženo, vse sem lahko pripeljal do kopnega, da so lahko bili suhi. Ja. Ta mala je pa mislila, da gre za igro. Ja. A je to v redu? To je fenomenalno, to je genialna rešitev. Otrokom ni treba predstaviti pri teh letih, kot je gospod povedal, vse krutosti življenja, in če je uspel za svojo mirnostjo in seveda tem obratom pozornosti otroka kot na neke vrste igro pomagati, da gre skozi to obdobje lažje skozi, je to nekaj najlepšega, kar oče lahko naredi za hči. Ja. Včeraj sicer smo imeli malo zapletov, ko sem ji rekel, da mi pomagi to gor nes, pa ona je bila malo trmasta, smo se malo kregali, ampak načeloma pa je bilo okej. To je normalno življenje, to pomeni, da otrok je bil enak kot običajno, torej da trmari, pa da je sitem, pa da je stvari, to pomeni, da je super. Ne? Vse je v redu. Kako si pa ti ostal tako miren? Ker, To je tudi, ja. a veš, ti si res ostal miren, ti si tudi snemal. Ja, vse te stvari. Jaz sem to vedel, da bo to zelo prav prišlo, že drugega ne za spomin. Plus, veš kako je ponavljal, žena je ta, ki je bila emocionalna, ki je bila čustvena, ki se je jokala, ki je bilo, jaz sem pa pač vedel, da ne mora biti oba. Po drugo pa sem rekel, pač to so stvari. Tlele zdaj dajmo čim prej zavarovati tisto, kar je vrednega, to se pravi računalnik, karkoli, dajmo čim prej v zgoren štuk, ne vem, do kam bo šla voda, čim prej pač dajmo nekaj narediti in eno je mogel biti pri nama pač ta, ki je mogel mirno odreagirati. Pač, ja. Gre za dogodek, ki je prizadel veliko število ljudi. Vsi prav gotovo ne bodo poiskali profesionalne pomoči. Kakšna je verjetnost, da bo to pri komu pustilo dolgoročne posledice, gledano z psihološkega vidika? Tudi tukaj je mogoče ena dobra novica. Tako kot je gospod lepo povedal, ne, da ko je šlo za res, v bistvu je v človeški naravi, da se večina ljudi, torej nisem rekel vsi, ampak večina ljudi preklopi na ta, oprostite za tujko, mod preživetja. Ne? Gre v način delovanja preživetja in takrat dejansko res človek včasih še sam se ne zaveda, od kje dobi to moč, to mirnost, fokus, osredotočenost na tisto, kar je treba v tistem trenutku narediti. In tako dejansko se obnaša veliko ljudi. Tisto, kar je problematično in tisti ljudje, ki lahko iz tega pridejo bolj ranjeni, kot je potrebno, so pa ljudje, ki bojo premlevali vprašanje zakaj. Zakaj se je meni to zgodilo? Zakaj se je nam zgodilo? To pa te od znotraj razžre. Torej vedno, ko ljudje zgubimo svojce, ko zbolimo in tako naprej, je to najbolj nevarno vprašanje. Ne? Ker na njega ni odgovora. In ko si človek to v glavi neprestano ponavlja, troši neznanske količine energije, ki bi jo potreboval za to, da, tako kot je gospod, pelješ otroka s supom ali po tem jezercu in seveda poskrbiš za tiste stvari, ki so ključne, da kljub temu, kar se je zgodilo, se naučim ljudi, kljub temu, kar se je zgodilo, lahko sprejemaš odločitve, ki te od tu naprej seveda v življenju pozicionirajo nazaj tja, kamor si želiš biti, živeti. V neko stabilnost, v nek mir in tako naprej. Seveda, ta mir ne bo več dajmo reči, če schematično rečem, na 100 kvadratih hiše, ne, bo seveda najprej v zgornjem nadstropju, na polovici te hiše in potem začneš graditi naprej. Človek je izjemno trpežno bitje. To je dobra novica spet. Ne? Mi smo trpežni.
življenje seveda ni, rad rečem, enosmerna cesta, ki mi lepo počasi kupčkamo in na koncu, ko gremo, pustimo za sabo en tak velikanski lep kupček vsega. Ne, včasih je treba začeti od začetka. Je strašljivo, je grozljivo, kot smo videli tukaj, še posebej, ker gre za takšne razsežnosti. Ampak jaz bi rad tudi poudaril, da tudi ko ne bo take ujme, bo nekomu odneslo hišo. Sej, vi ste pozorni na take ljudi in jih, ko bi rekel, jih date na radar in pomagate. Samo hočem reči, nič takega se ni zgodilo, kar ne bi bil človek navajen. Strašljiv je samo obseg. Strašljiv je obseg, strašljivo za ljudi je predvsem to, da si za neko stvar praktično celo življenje, pa ni pomembno zdaj, kako dolgo je to življenje, ali si ti star 40, 50, 60, strašljivo je to, da moraš začeti še enkrat z nule. Kako se s tem spopasti? Kako je tako ta misel še enkrat, ti si se matral od leta in leta in zdaj moraš še enkrat začeti. To je... No, to je pa mogoče malo težji odgovor. Zakaj? Zaradi tega, ker tukaj, ko delamo profesionalci, poskušamo začeti pogovor o vrednotah. Prej je gospod nekako nakazal, je rekel ženi, lej, smo skupaj, se držimo, lej, celi smo, mi smo živi. In to je tisto, kar dejansko res pride prav v takih trenutkih, da začneš prevrednotiti vrednote. Jaz razumem, da ko je vse z zdravjem, z odnosi v redu, da smo osredotočeni na materialni svet. Saj živimo v materialnem svetu, nič narobe, pa da bi zdaj kdo bil papeški pa začel razlagati, da to ni prav. Super, želimo lepo stanovanje, želimo lepo hišo, suho, razvlaženo, lepo urejeno, za spomin in tako naprej. To je človeška, normalna potreba, ki se ni treba ne sramovati, ali pa niti ne biti licemerski, da reči, kaj pa se zdaj nekdo gre. Tako da jaz razumem pol ta šok, ki se zgodi, o katerem govorite, ko človek vse zgubi. Samo kot pravim, v človeški naravi je, da se pobere. In ko prevrednotiš vrednote in se prešteš, včasih rečemo, tako se tudi kot mularija smo rekli, dajmo se prešteti, kdo je, pa kaj bomo zdaj naredili. In isto, ko se v družini prešteš, pa pogledaš, kaj res šteje, dejansko ti ta, pa bom porabil besedo vira, ta vira v jutri, v to, da bomo zmogli tista, ki te drži po konci. Tudi, če je treba seveda začeti hišo obnavljati ob tem, da imaš že, tako kot pravi sogovornik, 20 let kredita še na grbi. Tudi ta vera nas danes nekako združuje, da bo boljš, pomagam 5 na 1919 do 6 zvečer zbiramo ta sredstva. Še zadnje vprašanje moram vprašati. Uroša, te kaj je strah? Ja. Česa te je strah? Mene je včeraj zvečer me je ta, kako smo rekli, fight mode me je pošel dol. Se pravi, do včeraj sem jaz bil kar dosto v akciji, sem pomagal še sosedom in tako naprej. In to smo skozi, pa smo delali, pa smo se združili, pa sploh ni bilo, pa bomo že. Če sem pa dobil malo slabše novice, da mogoče s to hišo ne bo tako simpel, kot sem mislil, da bomo sam posušili, da bo treba tla čist razturiti. Takrat me je pa... A te je strah iti nazaj v to hišo? Ne. Te je strah, da se bo ponovil ob naslednjem dežju, da boš vse uredil in da bo čez pol leta... Točno to. Tega te je strah? To pa me je. Kako se s tem spopasti? Ker veliko ljudi je, da pač so poplave in tako naprej, bojo uredili, ampak jih je strah iti nazaj živeti na to isto lokacijo, v to isto nepremičnino. Ker se bojijo, da bojo uredili in čez pol leta spet. To je naloga za vse nas. Danes imamo akcijo, veliko jih bo še v naslednjih dneh in tednih, ampak za temi ljudmi je treba stati naprej, je treba stati ob strani. Ta strah, ki se zaleze pod kožo, ko adrenalin mine, ko ima človek res dejansko čas razmišljati, kaj, kako bo, ko strateško razmišlja, to je nekaj, kar nas spet lahko do znotraj sesuje. Tukaj bi rad mogoče, ne glede na to, da to ni bilo vprašanje, ampak poudaril, kako pomembna je povezanost med sabo. Če imamo sosede, mislim, kolikokrat smo tečni do sosedov, pa sitni, pa jim nagajamo, pa se ne da nič zmeniti in tako naprej. Zdaj se je pokazalo, kdo je prvi priskočil na pomoč. Kolikokrat smo po televiziji ali pa po radiju slišali, sosed je pretekel in rekel, da zbežimo, ker tam plazi. Torej, sosed je tisti, ki je prvi, ni civilna zaščita, niso reševalci, oni pridejo na naslednjih 15 minutah, ampak ta stik in zato pravim, tam, ko živite, povezati se z ljudmi, iskati skupne načrte, skupni načrt narediti. Veste, danes govorimo ves čas o zavarovalnicah. 70 let nazaj zavarovalništvo ni bilo tako razvito. Ko je pogorel skedenj, ko je bila povodenj, so fantje stopili skupaj, malo pogledali, en je prinesel tramove, on je prinesel žeblje, so stali in je tisti senik ali pa karkoli čez 4
24 ur, 48 ur stal nazaj. To je moč naroda, to je moč v nas. In ta moč, in zdaj pridem do odgovora, ne, premaguje ta strah. Ga ne odstrani, ma ga premaguje. Pogumni ljudje niso tisti, ki nikoli niso doživeli strahu, ampak tisti, ki so premagali strah. In tle jaz tudi lahko potrdim, da to, kar se je zdaj zgodilo, kako smo se povezali s sosedi, dejansko to mi je ena taka pozitivna stvar, da evo, zaradi tega grem pa rad zdaj nazaj v Trzin. To so vaši novi bratje in sestre, evo. Doktor Aleksander Zadel, najlepša hvala, da ste bili z nami. Zelo lepo ste povedali, zelo dobro ste povedali. Je bil ta pogovor potreben in je ta pogovor z kliničnim psihologom pomagal Uroš razumeti kaj? Ja, malo mi je to mi je potrdil. Predvsem pa to, kar sem se to povezanost, s tem se bo dal naprej. Do 6. zvečer se povežemo tudi s tem, da zberemo čim več sredstev za tiste, ki so pomočni potrebni. Pomagam 5 na 1919. Vam, doktor Zadel, najlepša hvala. Hvala vam za to akcijo in za vse, kar naredite dobrega za ljudi. Eno srce, ena Slovenija. Z Denisom Avdićem in prijatelji. Za pomoč ljudem prizadetim v poplavah. Pošlji SMS Pomagam 5 na 1919.